En lep pozdrav vsem skupaj od naju s Petro, mojo ženo, ginekologinjo, kakor sem tudi sam. Tisti, ki naj že nekaj časa spremljate, seveda to veste, tisti, ki ste novi, ste pa zvedeli zdaj. Bravo, to si lepo povedal. Današnja tema je zanimiva. Govorila bova o spolnosti v zrelih letih. Izvedeli boste mogoče tips and tricks, izvedeli boste, kaj se dogaja, kako si pomagati, predvsem pa, Leon, da je vse lahko zelo lepo. Da je lahko lepo zelo dolgo časa. Tako da so stvari, ki se seveda v življenju spreminjajo, tako kot vse. Ne samo na fizičnem, ampak tudi na psihičnem področju. Se pravi, telo in glava se spreminjata z našimi leti, neodvisno pravzaprav od spola, dejansko se spreminjata oba. Važno pa je, da to vemo, prepoznamo, da smo si o tem pripravljeni govoriti, govorimo o paru, ne z mano kot z ginekologom. Se pa drznem reči, da sva midva nekako podkovana o tem, ravno zato, ker srečamo toliko zgodb, ki grejo skozi najine ambulante, kaj se dogaja, kaj se ne dogaja, frustracije, pa tudi srečni konci, kako smo nekatere stvari speljali, ko nihče ni pričakoval, da bomo uspešni, in nenazadnje, kaj pravzaprav to vse skupaj sploh pomeni. Ja, to so zelo intimne zgodbe, ki se me še vedno zelo dotaknejo. Zdaj, ko sva začela o tem razmišljati oziroma nekako graditi, današnjo temo, sva se srečala z izzivom, kaj to so srednja leta oziroma pozna leta. In odgovori so bili zelo sočni in zanimivi, je tako. Ja, nalašč sem hodil vsepovsod in spraševal razne ljudi, tudi sodelavce tukaj v studiu, kdaj misliš, da je človek zrel oziroma kaj so zate zrela leta, ne. Mladenič, ki tukaj skrbi za luči, je rekel, ja, pri 30-ih, ne. Meni se je tudi zdelo tako, ko sem bila stara enih 18, top 30, to je to. 30, to je to, ja. Seveda, oni pri 30 že malo cvitajo, ne. Ja, ne. Tako da, ja, in pol je tudi ena kolegica danes rekla, ne, da ko je bila stara 18 let, je babica rekla: a veš, da pri 50, ko sem bila še mlada, in je rekla, sem me tak smeh popadel, da so me mogli ven odpeljati, ker je bilo nevljudno. Tako da, seveda zrela leta so pač seveda stvar občutka, predvsem se pa ta zrelost zelo dviguje v odvisnosti od tega, koga sprašuješ. Tudi če mene vprašate, ker sem zdaj star 60, bi se mi zdelo, ne, da tudi pri 70 si še kar lepo zrel in nekih srednjih letih, ne. Tako da verjetno so pač ta zrela leta izkrivljena. Tako kot je marsikaj danes, o čemer bova danes govorila, dejansko res neki osebni odnos do tega, ne, kot bo pol enkrat prišla do tega, kaj je normalna frekvenca spolnih odnosov. Te norme sploh obstajajo. To mene tudi zanima, kaj Za bomo povedali, a ne. 18-letnika, za Ja. 20-letnika, za 30, 50, 80, kaj je zdaj to normalna frekvenca, a ne? To sem hotela reči, da v bistvu, ko se dandanes srečam z žensko, ki je stara 70 let, ji rečem: "Gospa, vi ste še mlada, a ne." Ko sem bila 20 let mlajša, pa sem že delala to delo, ki ga poznam, a ne, oziroma ki ga delam, a ne, sem rekla 60-letni ženski: "Glejte, gospa, vi ste že starejša, a ne." Tako da vidim, da se ta meja zelo dviguje tudi z mojo starostjo, tako verjetno tudi s tvojo, a Ja, ne. ampak zdaj, če hočemo nekako obdržati, zadržati najine poslušalce, moramo vendarle reči, kaj si midva predstavljava, da so zrela leta in od kod naprej govorimo o tem. To, kar sva se pogovarjala prej izven studia, je bilo, da nekako meniva, da je smisel govoriti o spolnosti v zrelih letih takrat, ko meniva, da se pri ljudeh obeh spolov začnejo spremembe, tako na fizičnem kot na psihičnem področju, se pravi, ne tako daleč po 40. letu in zagotovo že pred 50. letom, ne. Jaz mislim, da bi se pri ženski držala dejansko perimenopavze, ki jo pač, nekako smatramo po 45. letu. Moški kasneje dozorevajo, v vseh smislih, a ne, in, bi rekla pri moškem pa nekje po 50. letu. To je moje osebno mnenje. Ja, vsekakor. Zdaj perimenopavza si omenila oziroma o perimenopavzi bova še govorila, ne. Zdaj, zelo radi si ga nekako zdaj enačijo te zgodbe pa pri moškem, ne, z andropavzo. Zdaj, ta beseda andro kot za moškega in pavza kot neka prekretnica, stop, neka zgodba,
pa ni zares adekvatna. Se pravi, pri moški se te stvari, razen če se ne zgodi nekaj usodno zdravstvenega ali poškodbenega, ni tako abruptno, kot je pa ženska v nekem hipu. Tak pa odrežemo in od takrat naprej komaj še kakšna menstruacija in tisoč in en problem, ki ga seveda znamo rešiti, ampak nastopi v življenju. Pri moških je to vse vendarle z nekim počasnim, upadajočim zamikom, tako da nekega stopa, neke pavze v tem smislu v resnici sploh ni. Moški počasi zorijo, tako da tudi počasi Počasi izgubljajo to svojo, odzorevajo. odzorevajo, ja. Zdaj pri ženski je res ta narava kruta in je naredila eno tako abruptno situacijo, da se hormoni začnejo zelo hitro nižati, a ne. Najprej estrogen in progesteron, in testosteron počasneje za njima, tako da recimo vrednosti testosterona ostajajo relativno visoke. Govoriva o ženskah. Govorijo o ženskah in so v določenem času absolutno ima ženska mnogo več testosterona kot estradiola oziroma vrst estrogena v svojem telesu, a ne. Tako da moški imate drug mehanizem, je vse to bolj počasno, ampak nekako nam je pa skupno to, da živimo skupaj, a ne. Da se imamo radi lepo, da imamo radi spolne odnose in da imamo radi, da vse štima in špila tako, kot more. Seveda, in zdaj, tako kot sva že prej poudarila, spremembe se začnejo dogajati, treba se jih je zavedati in jih, kako bi rekli, se pravilno zavzeti, da jih lahko speljemo brez neke velike drame, a ne. Osnova, bomo pa rekla, osnova vsega je odnos med partnerjema. Vsega osnovnega. Tudi ne nujno klasičnih spolnih odnosov, ampak osnova sta onadva med sabo, a ne. Kako se razumeta skozi življenje, kajti tako kot z zdravstvenimi stvarmi, ne, kot imajo Srbi en odličen pregovor, ne, starost pita, šta je mladost radila, govorimo o zdravstvenih problemih, a ne, enako velja pravzaprav za odnos med partnerjema, ne. V bistvu vse to, kar sta imela v svoji zgodovini do zdaj, se v bistvu samo nalaga in sumira. Če sta stvar znala dobro peljati ali če sta kdaj zašla in se znašla pot nazaj, se to seveda odraža, ne. Drugo pa je seveda umiranje na obroke, ljudje, ki vlečejo svoja, bi rekel, pričakovanja in svoj odnos iz raznoraznih nedefiniranih nagibov naprej, a ne, pa k temu primerno seveda pešajo tudi na spolnem področju, a ne, ali pa še najprej tam, pa potem še vse ostalo, kar za sabo prinesejo, ne. Zdaj, če se spomniš, kako delujejo moški pa ženski možgani, seveda v neki karikaturi, a ne, kar se tiče seksa, a ne. Ja. Kako je, moški ima tako premico, naravnost, a ne. Tukaj sem jaz, tam je seks in gremo takole, ne. Medtem ko ženske imajo pa mnogo nekih stranpoti, v bistvu celo življenje, ne, njihovi možgani so tako kot let muhe, ne. Vse je treba tako in pol nekako se mora sestaviti na koncu, in če je vse okej, potem se pa tole na koncu zgodi, a ne. In tukaj v bistvu to zrelo obdobje ni nobena razlika tukaj, ne. In se mi zdi, da je treba tukaj povedati to, da se ženska psihično spremeni, a ne. Pa s tem ne mislim na slabše, ampak dejansko ima dovolj nekih bullshitov, ima dovolj nekih pretvarjanj, nekih napol moških, napol nekih odnosov doma in hoče stvari imeti urejene tudi takrat, da pač se lahko stvari zgodijo. Ima dovolj nakladanj in izgovorov in tako naprej, ne. Ja, Saj bo ja. boljše, ne, pa glej, Ja. samo še to in pol vidiš, da z leti samo še to časa zmanjkuje ali pa ga je že zmanjkalo, zgodi se pa nič, ne. No, moška perspektiva zgodbe je na neki način drugačna, ne. Moški se v resnici relativno malo spreminjajo skozi to svoje življenje, ne govorijo samo hormonsko, ampak tiste stvari, ki so ga prej veselile, ga veselijo v glavnem še naprej, če je le tega zmožen, ne, recimo, da ne bo samo seks, govori o nekem športu, ne, strašno rad smuča, strašno rad jadra, strašno rad ne vem koga in to počne še naprej, ne. Mogoče celo bolj zavzeto, ker naenkrat Ja. zelo veliko jadra s prijatelji, a ne, teden, dva na leto. Zelo veliko smuča s prijatelji naenkrat, a ne, ski opening, ski closing, ali kaj se reče.
zelo veliko se s svojim kolesom ukvarja, ne, zelo veliko teče in se zelo veliko posveča temu Samemu svojemu sebi, pa mogoče ne športu, paru, ja. ne. In ne paru, ja. Ne, Ja. mislim, to je pač ena od naštetih anomalij, ne, ampak sicer pa Res je, seveda, ja. ne, Ja. v principu te stvari ne bi smele tako izgledati, je pa res, no, da se tudi slabe lastnosti, ne samo pri moškem, tudi pri ženski, začnejo pa tudi z leti potencirati, ne. Kaj Se, imaš v mislih? Kakšne slabe lastnosti, recimo? kakšne slabe lastnosti? Recimo, če je nekdo bil zelo nergav, bo še bolj nergav, kot je bil. Če so nekoga neke osnovne stvari zelo motile, na primer tista klasična zgodba, da ona na sredi zobne paste, oziroma tube z zobno pasto stisne, ne, in če ga je to prej motilo, ga zdaj moti to še dvakrat bolj. To vedno moški naredi. A, Vedno moški na sredini zobno pasto a res, stisne. no, Ja. pri nas ne. Tako da, Se pravi, toleranca se zelo zniža, ne? toleranca se zniža seveda na obeh stranih, ampak zdaj, ko si ti nekako žensko plat predstavlja, ne, ko se mi zdi fair, jaz pač moško predstavljam, ne, ampak ta ženske relativno kasno obupajo nad tem, kako ga bodo spremenile, ne. Zdaj, če nismo prej povedali, ne, mladim ženskam, če nas slučajno kakšna posluša, ne živeti v zablodi, kako ga boste spremenile, ker ga boste komaj kaj ali pa nič. Ne. Ampak boš mogla sebe kot plastelin Ja, okoli tega oblikovati zavito okoli oblikovati, njega in ne, videti, zdaj, ja. če to zdržiš, ne, dokler se ti ta plastelin ne strdi in začne pokati, a ne, dokler je še mehek, pol super, ne. Glina. Ja, glina, Glina, ja. preden jo zapečeš, ne. Veš, kaj sem se spomnila zdaj? V bistvu vse to, o čemer ste zdajle govorila, zelo lepo en stavek pove nekega našega profesorja, ki je že pokojen, a ne. Torej, ta neimenovani profesor je bil ljubitelj žensk, tako poklicno kot zasebno, a ne. Bil tudi poročen, ampak bil je ljubitelj žensk, recimo tako, a ne. In potem, ko je vedno starejši postajal, bil je pa poročen, sem rekla že, ne, ostal je poročen, tako, ja. In ko je pač bil starejši in s tem so se določene težave pri njem tudi nekako izrazile, je izrekel ta znameniti stavek, da je ugotovil, da z leti zvestoba mož strmo narašča, eksponentno narašča, toleranca žensk do mož pa eksponentno pada. A o tem govoriva danes? Tudi o tem govorijo seveda danes, pa še o drugih stvareh, ne. Tako da zdaj, če se vrneva s fokusom nazaj na to, kar sva hotela povedati, se pravi, vendarle bova govorila v osnovi ne tako zelo veliko o paru, a ne, to so zdaj nekako, ker so včasih kakšne od poslušalk pritoži, da govorimo samo o mehaniki seksa in ne govorimo o čustvenih in ne vem kakšnih drugih zgodbah, ne, zdaj vendarle se poklicno ukvarjava s to mehaniko, a ne, predvsem z enim od mehaničnih delov, ki se mu reče nožnica oziroma žensko spolovilo, a ne, in sva o tem veva največ, ne, zdaj pa v enem drugem bi mogoče psihologi, tudi kakšen psihiater zna več povedati kot midva, ne, ampak se drživa tega, kot sva rekla, kar znava in kar zmoreva, No, ne. ampak dejansko pač tudi ta čustvena, psihološka plat Seveda. zelo pride do izraza, zelo veliko se pogovarjamo z ženskami in zelo veliko povejo, kaj se jim dogaja, kako razmišljajo, kako gledajo na svoj odnos, ker je pač odnos je kompleksen, a ne, tako da ja, nekaj je ta mehanika, ki se da zrihtati, če ima le ženska, bom o ženski govorila, željo, ker marsikatera nima te volje in želje karkoli spremeniti, pa kljub temu, da spolnosti ni več, a ne. Tako Kar pove dosti o njenem dojemanju in odnosu, ne. odnosu zakona oziroma zveze, v Ja. kateri je, kaj ne. Samo pusti me pri miru, ne. Samo pusti me pri miru, Pa ne. pojdi na kolo, a ne. Ja, Ja, ja. recimo. Pa dajte napisati, da ne sme imeti odnosov vsaj še en mesec, Aha. ne. Čeprav seveda ni nobene medicinske ovire, da jih ne bi imela, ne. Res je, ja. Tako da ja. Zdaj pa, če se mogoče začneva vendarle, se pravi, o nekih spremembah sva povedala, mogoče bi na kratko, čeprav si že velikokrat govorila o kakšni menopavzi, mogoče majčkeno. Se pravi, to je neko perimenopavza, mogoče še bolj zanimiva kot postmenopavza. Takrat se začenjajo vse stvari podirati, življenje se začne res spreminjati. Zaradi nočnih vplivov, zaradi slabega spanja, zaradi anksioznosti, zaradi motenj čustvovanja, življenje res postane težko. Energije zmanjkuje,
začenjajo se določeni telesni znaki, kot so razbijanje srca, šumenje v ušesu, srbenje po koži, mravljinci vsepovsod, bolečine v sklepih, v mišicah, suhe sluznice, oči, nožnice, vse to skupaj. Plus, da ta menopavza ni nikoli v vakuumu, vedno je pač v življenju samem, a ne. Ženski se vse to dogaja, mora pa funkcionirati v službi, mora funkcionirati doma, mora funkcionirati v paru, biti mora, se pravi, pridna delavka, dobra mama in pa čudovita žena in ljubimka, a ne. In je dejansko to obdobje za nekatere res zelo stresno, se zelo težko sestavijo in, ko pridejo k nam, ko pač to vidijo ali pa jim nekdo pač namigne, to je to, a ne. Vsaki rečem: "Pridite, lahko vam pomagamo, zaslužite si pomoč, zaslužite si, da ste spet vi." Kaj pa še en del, ki ga mogoče nisi zdaj tako izpostavila, telesne spremembe, ne samo te fiziološke, se pravi, kako funkcioniram, ampak tudi kako izgledam, ne. Ja, Po mojih izkušnjah ginekoloških, a ja. ne, dela z ženskami teh 30 plus let, je, da se začne drugače dojemati, se pravi, se čutijo manj ali celo neatraktivne in s tem povezuje tudi svojo spolnost, ne. Ja, saj to je dejansko v paketu vse skupaj, a ne. Kilaža gre lahko enormno navzgor, To mislim, in, se ne počutijo dobro v svojem telesu. Ne samo, da so napihnjene, da so, grozno počutijo, no, ampak, vidijo, da pač obleke ne grejo gor, da nočejo v kakšne bazene hoditi več, nočejo kopalk gor dati, kar naenkrat bi želeli, da je pač malo bolj luč ugasnjena, v spalnici, a ne. In to so hude stvari. Moram reči, za psiho so to zelo hude stvari. Da vidiš, da ne samo, da si čudna, ke ti pravijo doma, da si čudna, a ne, ker dejansko je čustvovano čudno, da tudi sama vidiš, da si nenavadna oziroma da se telo spreminja, in potem je pač, lahko to en kup nesreče in nezadovoljstva. se pravi, se ne ugaša luč zato, ker bi se kdo pozabil depilirati, ampak so še druge. Ja, težje se je depilirati, Leon, težje se depilirati, če je tamle nekaj, a ne, se v napoto, Ja. ampak ja, seveda, mislim pa, da to v nekem zrelem in zdravem odnosu pač ni Seveda. problem in da mora vsak moški razumeti, da so zimski meseci, jesenski meseci, majčkeno posebni, a ne, da ni Mislim, vse da so tako v na zrelih mestu. letih gospodje že dovolj zreli, V da to zrelih dojamejo, no, če so tako. to že dozoreli, ne, Ja, če pa ja. niso, pa tudi nikoli ne bodo, ne. No, in to je Takšni. ta zrelost zdaj, a ne, ki pač pride s to starostjo, ne, in to pri obeh spolih. Zdaj, sam si rekel, da pri moškem se ne spreminjajo stvari tako hitro in rapidno. Kako pa moški to dojemate? Ja, po eni strani seveda, kar se telesnih stvari tiče, tudi moški, ne, da ne rečem, da bi rekel, glava ni več tako bujna, a ne, kot je mogoče nekoč bila. Kodrčki. Ja, kodrčkov veliko manj, kot jih je bilo, ne, pri mnogih moških, ne. So nekateri seveda srečne izjeme, a ne, ki moram reči, niso zaradi tega sami zelo zaslužni, ampak njihova genetika. En je tvoj oče, ne? Eden je moj oče, seveda. Po drugi strani seveda se začnejo širiti in debeliti, čeprav nimajo menopavze. Ne, seveda Ne. ne, ja. Nekaj od piva, nekaj od posedanja, Samo nekaj ne od oni, ki so na kolesu. Oni na kolesu bolj malo, ja. Oni, ki so pri odojku, pa bolj več, ne. Tako da, te so stvari, ki pač grejo malo po svoje, ne. Ampak hotel sem reči, da, moški zdaj s to zrelostjo nekako vstopajo v ta del, ki ga bova zdaj skupaj načela, in sicer, razmere doma se naenkrat spremenijo, kajti leta ne tečejo samo staršema oziroma partnerjem, ampak tudi njunim otrokom, ne. Zdaj, da se ne bo kdo počutil zapostavljenega, zakaj kar naprej govoriva o paru pa o tako naprej odnosu, zato ker je najlažje ali pa celo edino možno govoriti o tem, kako se s spolnostjo dogaja pri, partnerski zvezi oziroma znotraj partnerske zveze, kajti tisti, če se pol majčkeno obrneva na statistiko, ki niso v partnerski zvezi, ki so pač, samski ljudje, kakorkoli, iz kakršnihkoli razlogov, ne,
seksa je zelo malo v primerjavi s tistimi, ki so v zvezah. A ne. In seksa je občasno, ne, če pa seksa je bolj pogosto, pa ponavadi so v nekakšni zvezi, čeprav mogoče ne živijo skupaj, pa imajo pač nekega partnerja, s katerim imajo ekskluzivo ali pa tudi ne. Ali mislijo, da Ali pa imajo. mislijo, da Ja, imajo, ja. ne, tako da potem te stvari rešujemo z raznimi testi na različne bolezni, pustimo zdaj to. Skratka, kar se tiče tega, nastopi nekako, bi rekel, čas, ko če sta vsaj približno zdrava in upam, da se dobro razumeta, ko bi se morala imeti zelo, zelo dobro. Se pravi, karierna pot bi morala biti nekako dosežena, tisto, kar je malo stalo, so mogoče nianse, finese, večinoma so krediti, upam, vsaj odplačani, se pravi, da se nek življenjski standard nekako ustalil. Če smo lezli po neki karierni lestvici, a ne, od vratarja do direktorja, smo zdaj tam nekje blizu direktorja, kar se seveda tudi pri plači bi moralo poznati in podobno, a ne. Otroci so pa vsaj večinoma bi morali, upam, ne, oditi od doma, a ne, se pravi, da nismo tisti, ki jih priklepamo nase in jim ne dovolimo, da bi razprli krila in odleteli iz gnezda, kamor se sicer silno radi vračamo in tudi starši smo fino veseli, da se vračajo, ampak In smo ko zelo grejo. veseli. In ko grejo, seveda, ne. Tako da je to pač ta del, ko se mi zdi, da je neka zrelost tudi znotraj te družinske dinamike nastopila. Ampak zdaj sta onadva, ki sta tukaj bolj kot ne sama sebi prepuščena oziroma prepuščena je napačen izraz, ki se imata končno spet nazaj. To, kar velikokrat povedava midva svojim pacientkam, je, gospa, ker je vse fokus samo otroci in otroci in otroci, ne, gospa, otroci so ljudje, ki pridejo v naše življenje in iz njih odidejo. Nikoli ne, da jih nimamo, ampak partner je ta, v katerega se splača vlagati, kajti on tudi potem, ko odide iz gnezda, postane vaš partner. Ne pa, da zdaj naenkrat, ko pa zdaj, ni več tistega vmesnega filerja med njima, ki bi nekako, bi rekel, odnašal to napetost, če je bila, a ne. Ampak sta prepuščena drug drugemu. To je zelo pogosta stvar, zelo velik problem in dejansko je res, da otroke imamo z namenom, da jih pripravimo za svet in da grejo, a ne. Tako da ta sindrom praznega gnezda bi se ga mogli nekako vsi veseliti. To pomeni, da smo bili uspešni starši, da so si otroci nekako zagotovili neko eksistenco, neki način življenja, ki je samo njihov, saj ni nujno, da se strinjamo z njihovimi izbirami, potmi in tako naprej, ampak to je njihovo življenje in so šli, a ne, tako kot mladi ptički, a ne, smo si Dobesedno. dobesedno. In to je bil naš namen, a ne, se pravi, neki rejniki smo bili svojim otrokom, tako. In zdaj smo pa mi sami doma, a ne, zdaj pa, kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj? No, Kaj pa zdaj zdaj? recimo lahko rečeva, ne, ta gospod, ne, o katerem sva prej govorila, ki se niti ni kaj dosti spremenil, ne, Ja, ja, a veš, ne, kar naenkrat lahko leta po hiši, ne, Ja. in lovi svojo ženo enkrat na Ja. kavču, enkrat na kuhinjskem pultu, ne, ja. seveda bolj v domišljiji kot v realnosti, ne. Bolj domišljiji kot realnost, čeprav ne vem, no, to mi boš ti malo bolj povedal, koliko je res problem ta erektilna motnja, ne, ker včasih poslušam kakšnih žensk, da so gospodje absolutno zmožni, brez kakšnih dodatnih pomoči, vsaj po njihovih besedah ali pa vedenju, zelo pozno v starost lahko. Ja, 70 plus govoriva, Ja. a ne. A je to povezano z nekim splošnim zdravjem? V bistvu zelo težko odgovorim na to vprašanje. Prvič ne vem, a je to res čist res. Se pravi, ali je gospa samo vsakič je to taka muka, da se zdaj pač nekako vidi gospoda kot tistega klasičnega antičnega junaka, ki zdaj nastopi z onetom, a ne, ki nikakor ne uplahne in ne usahne. Ampak v resnici pa jaz mislim, da ravno tako ni, ne. Prej si nekako lepo opisala najino večno mantro z menopavzo, perimenopavzo in tako naprej. To je zgodba, ki se dogaja seveda tudi pri moških, sva rekla, brez neke pavze, ampak erektilne disfunkcije se začnejo že po 40. letu, ne. Kaj pa je erektilna disfunkcija? To je nekaka, bi rekel, tujka, ne. Se pravi, govorimo zdaj, da bi se tako po domače izrazil, ne o stojkotu, ampak o zvonkotu. Sem vedela. Ja, no, mislim pač, kaj se pravzaprav dogaja, ne. Definicija je, da Stojkota. definicija stojkota ali erekcije je pač v tem, da imamo
zmožnost erekcije zadosti dolgo, da lahko izpeljemo spolni odnos, penetrativni spolni odnos. a ne. Vkolikor se pravi, pojavi erekcija in uplahne, je to spolna disfunkcija. Se pravi, erektilna disfunkcija ni to, jaz sem imel erekcijo, jaz sem imel za 10 sekund, ne. Ja, ali pa za Bravo, prvo bravo, minuto, Jože. ne. Ja, Ja, ja. ampak na daljši rok pa seveda ne, je pač potrebno to. In kaj se zdaj seveda dogaja? Vzrokov je več, ne. Zdaj tam so govorili o hormonskih, ki so pri moških relativno redki. Vsaj v tej starosti, 40, 50, 60, so pravzaprav, če ni neka zelo čudna zgodba okoli testisov, ne, je testosteron še v nekem dosti povprečno, ne, se pravi, zdaj, kar se tiče ostalih stvari, se pa, kot sva prej rekla, se pa zgodba nalaga, a ne. Ampak sigurno je neki vpliv, če je moški debel, Saj če to sem hotel zdaj kadi. začeti. Se Aha, pravi, okej. to je ta zgodba, ki se pa nalaga, ne. Aha, Se pravi, okej. ni debel od včeraj, debel že nekaj časa, pa samo debelejši ratuje, ne. Zdaj, zakaj je debelost taka, ne? Zdaj zato, da pač se ne vidi spodaj, a ima erekcijo ali ne, verjetno ne, ne. Se pravi, to se vendarle da opaziti tudi kljub trebuhu, ampak v maščevju nastajajo ženski spolni hormoni, estrogeni oziroma estron, a ne, ki je sicer manj potenten hormon kot klasičen estrogen, ki nastaja recimo estradiol v jajčnikih, vendarle, če je tega veliko, ne, ravno tako vpliva, ne. Nekateri moški dobijo dojke, temu se reče ginekomastija, zaradi pretiranih estrogenov v telesu. Seveda si lahko misliš, da to dobro ne vpliva na erekcijo, a ne. To je ena od stvari, ne, relativno pogosta. Druga, Kaj pa v tista, slovenskem sorry, Leon, tista, da ima vsak dober gospodar orodje je pod pod streho. streho. Ja, ja, A? poznamo to, Okej. tulele bi malo manj verjel v dobrega gospodarja, ne, Okej. bolj se zdi nemaren, ampak se pravi, te stvari je treba nekako urediti že prej. Potem druga takšna stvar, na žalost precej pogosta v slovenskem prostoru, je alkohol. Alkohol absolutno slabo vpliva na spolno zmožnost. Verjamem, da mogoče da veliko poguma, ampak akcije pa malo. Tako da v to pogledno je treba biti kar, bi rekel, natančen, pa reči, glejte, tole pa ni to, a ne. Se pravi, alkohol je sigurno ena od stvari. Kajenje. Kajenje in vpliv kajenja na žilje, namreč erekcija je v bistvu to, da kri pride v kavernozne predele penisa, jih napne in s tem se penis dvigne. Če tega ni, pač ni erekcije, tako enostavno je s tem, a ne. In prehodno žilje je še kako pomembno, ne. Potem so pa tukaj stvari, na katere ljudje nimajo zelo veliko vpliva, recimo zapleti sladkorne bolezni, ne, govorimo o nekom, ki se res pač pazi, skuša pravilno jesti, jemlje zdravila, mogoče tudi pravilno oziroma že začne uporabljati inzulin in tako naprej. Vse te stvari preprečujejo, vsaj v nekem začetnem delu, Parožilje. žilje, se pravi, ne, da se žilje ne okvarja, ne. Se pravi, to so ene te bolj pomembne stvari, ki se moškim dogaja in sva rekla, je to neka zgodba, ki je pred tem, a ne, ni se zdaj zgodila, se pa seveda z leti samo sumira, ne. Kaj pa stres? Stres pa v današnjem času mogoče celo številka ena. Se pravi, stres v službi, stres mogoče tudi v socialnem okolju. Zdaj, to so ta leta, ko sva prej rekla, ko bi se mogla neka karierna pot zaključiti, a ne. Ljudje so včasih v stresu, ker se jim zdi, da niso dosegli svojega nekega potenciala, da jih ocenjujejo prijatelji, sorodniki, kolegi iz istega branže, kaj so dosegli. Nenazadnje se ti nekateri dosežki merijo tudi v zaslužkih, kar seveda vedno ni natančno oziroma sploh ne točno. Tako da ti neki stresni momenti so lahko izjemno kronični, se pravi dolgi, bolj izpostavljene funkcije, vodstvene funkcije, finančne zagate, to so izjemni stresi, ki se lahko v teh letih pojavijo in mogoče niti ne minejo, ne. Se pravi, utrujen in stresen moški gotovo ni dober ljubimec. Tako kot ženska, no, tukaj se pa potem nekako Če se pa ujamemo, ne. najdeta. Tukaj se pa najdeta dva Oba, obnemogla zvečer v postelji. ja, tako, Ja, vsak se ja. obriše nos v svoj robček in zaspita, a ne. Jutri bo boljše, ne, Ja, jutri bo pa boljši dan, ne. Ja, Ampak zdaj seveda tukaj bo. imamo pa žensko, ne, ki pa ima nožnico, ki pa ne rabi erekcije. Nožnica je skozi tam,
in lej, a ne. Tako, še Ja. orgazem lahko sfejka, on ga ne Lahko, more, a no, ne. vidiš, in tako je Ja. lažje, ampak problem ženske je to, da rabi biti res vse na mestu, vse tipi-topi, vse po predalčkih, da se lahko pač sprosti. S tem, da se zelo libido zmanjša, a ne, libido je stvar možganov, se pravi, to neka možganska funkcija, nima veze z nožnico kot tako, ima pa veze skrb za nožnico, oziroma to, kar večkrat poudarjam in tudi ti, da nožnica je eno orožje žensko, nek tempelj ženske, ki ga je treba tako tudi tretirati in negovati. In ko postaja suha nožnica, ko se pač te gube začenjajo zginevati, nožnica postaja bolj trda, rigidna, spolni odnosi lahko postanejo boleči, neprijetni, kar je dovoljšen razlog, da se izogiba temu. Rajš, lej, ne bova, ker me pač boli, a ne. Ampak pomoč tukaj je, pomoči je veliko, imamo lokalno terapijo, veliko raznih oblik lokalne terapije, hormonska, nehormonska, laserska, samo lotiti se je treba tega, ne. Jaz opažam dostikrat pri svojem delu, da se ženske zavejo problema, celo predstavim ga: "Gospa, to je vaš problem in zato se izogibate spolnim odnosom," ampak ne želi rešitve. Tukaj je moment, a ne, se pravi, v bistvu ženska, ki zazna te težave in ima željo po spolnosti, kajti njen odnos v partnerski zvezi do partnerja je zelo dober in ga želi ohranjati in ve, da imajo vsaj nekoč spolnost pomenila veliko, a ne, je pripravljena priti s problemom, o njem govoriti vsaj z ginekologom, a ne, mogoče tudi s kakšnimi prijateljicami, malo razpravljati, videti, da v tem ni osamljena, a ne, in se potem seveda vrniti nazaj k strokovnjaku, ki pa seveda mora biti sposoben to ponuditi, razložiti, kaj se dogaja, da pač to ni nič neusodnega, nikakor, da ni sama v tem, ker bo verjetno že od svojih približno enako starih prijateljic vedela, ne, in seveda ponuditi rešitve, ki so in neboleče in ne vem kako, bi rekel, ekstremne, a ne. Je pa to še vedno tabu, a ne, tako kot je inkontinenca, kot je v bistvu še vedno menopavza, kot je marsikaj, a ne, se ženske ne želijo pogovarjati o tem oziroma niso tako voljne kot kakšnih receptih pa o otrocih pa o psih, a ne. Ampak ko pa spregovorijo o tem z nekom, pa vidijo, da je to vsesplošni problem in da nikakor niso same, a ne. Je tako? Absolutno, za razliko od moških. Moški pa kaj? Ja, Kaj mislim, govoriti? nisem še doživel, da bi prišel k meni mojih let znanec, prijatelj, kolega, kdorkoli, pa rekel: "Ti, a tebi tudi ne stoji?" Ali pa vsaj ne tako kot včasih. Mislim, pa sem zelo komunikativen in odprt, nikoli nisem še tega slišal, ne. Mogoče je to problem, da si komunikativen in Aha, odprt. ja. Ne, po drugi strani pa ne vem, ne, to je neka taka moška stvar, Ja. tudi ne vem, tam ženske slišim, da se v WC-ju, ne vem, kva se pogovarjajo, včasih se sliši na moško stran, a ne. Mislim, moški pa gledaš v tisti svoj pisoar, ne, bog ne daj, da bi prekršil neki nepisan kodeks in da bi začel gledati, kako pa se onemu odteka voda, ne. Ali pa celo bo mogoče rekel: "Ata, tole pa majčkeno slabo kaplja, a je prostat ali kaj, ne." Mislim, to niso stvari, ki bi o moških dejansko se med sabo pomenili. Se mi zdi, da tukaj, ne, so pa moški majčkeno na slabšem. A, ker nimajo prave komunikacije, in B, v resnici ni zares prav zdravnika, h komur bi No, šel. to sem te mislila vprašati. Ja. V bistvu, a je, kaj je osnovni problem, recimo ne vem, po 40., po 50., po 60., po 70., a je problem libido pri moškem ali je problem erekcija oziroma speljati spolni akt do konca? Več je želje kot akcije. Več je želje ne, kot tako kot tista akcije. Šifrova pesem govori, ampak ne bom zdaj, ker bog ne daj kaj zapel, ljudje tako izklopili. Tako da dejansko je to, ne. Kaj pa govori pesem njegova? Ravno o tem, ne, kako pač ena zamera tli do Boga, ne, ker pač je je več želje kot pa sposobnosti. sposobnosti. Podobno, no, je dejansko v življenju. So urologi, ki se ukvarjajo s temi disfunkcijami, so tudi nekateri specialisti seksualne medicine in tako naprej, ampak da bi pa to na ne vem kako velikem obratu, tako kot govoriva zdaj recimo o ginekologih pa o menopavzi pa o ženskih težavah, laufalo, pa to tudi približno ni primerljivo. Ampak veva pa dosti o tem, zato ker pridejo ženske do naju, a ne. Ženska Tako je. pač, ko pride h ginekologu, se odpre. To je res najbolj intimni del, najbolj intimna veja medicine.
In ko pove in ko se začnemo pogovarjati o spolnosti, ne, dosti jih pove: "Saj jaz bi," ampak on ne more in on neče nikamor iti. On neče z nobenim govoriti, on neče nikamor iti. In To zdaj pa, kaj pa lahko, gospa doktor, kaj lahko pa jaz naredim? Kako lahko mu midve, a ne, midve, gospa pa jaz, pomagava, ne? Osnovni problem je, da se moški zapre vase. Ne. Ja. Celo pred partnerko. Zdaj, kaj sta imela onadva v svoji zgodovini, kdaj sta si bila toliko blizu in intimna, a ne vem, a sta sposobna spuščati vetrove drug pred drugim, ali po 20-30 letih zakona še zmer ne, ali ne vem, kje so zdaj te njune meje, a ne, in zakaj se moški pri eni stvari, ki je pravzaprav njuna skupna stvar, je njegova erekcija, ampak spolnost ni njuna skupna stvar. Zakaj se zdaj on tukaj umika? Zakaj on ne pove ti, a veš, da imam jaz neke težave, kva bi se dal narediti, ne? Mogoče zato, ker verjame, da se ne da nič narediti in se rajši ne vem kam zdaj skriva, zateka, ne vem kako, ne. Ali pa, kar smo tudi že doživeli, ne, gospod nima težav z erekcijo, vsaj ne izven doma, a ne, in se zato doma umika, ker mu pač tam ni, ima pa nekje druge stranpoti, kjer pa takšnih težav z erekcijo sploh ni. Ponudbe drugačne, ja, Drugačne ja, ponudbe, ja. kjer se gospod, kako bi rekel, lajša svoj stres. A ne. Ampak ja, res je to, da nekatere zveze, padejo na tem odkritem pogovoru, a ne. Absolutno. Na odkritem pogovoru, ker ne vem, kaj tudi moški misli, da se mu bo ženska ne vem kaj posmehovala ali kaj, sigurno se mu ne. Zdaj tudi ne vem, koliko je pametno eni se sploh nočejo pogovarjati o tem, a ne. Ampak probavajo in potem vsakič, zdaj bo pa, ne vem, zdaj bo pa šlo, kaj pa če ne bo šlo, in pol ne gre. Potem proba naslednjič, kaj pa če zdaj spet ne bo šlo, v bistvu samega sebe zakole, a ne, in pol ne gre in potem je stvar takole, ne, Zabetonirana. zabetonirana praktično, Absolutno. ne. Ko si ti enkrat v glavo daš, da joj, ne, zdaj dvakrat zapored ni šlo, ne, saj ni šans, da bi šlo danes, ne. Ja, Boljše, da sploh ne začneš, ker veš, da ne bo šlo, saj ne more iti, a ja, ne. točno In to. zdaj recimo res, zdaj pa s prijatelji sva rekla prej, o tem ne govoriš, ne, niti ni nekega prav dedicated zdravnika, kamor bi ti šel in bi redno hodil vsaj na vsake 3 leta na neki pregled, pa bi se vidva malo pomenila v tvojih funkcijah in tako dalje. Mogoče res ostajaš pretirano sam v tem, ne. Tako da jaz dostikrat, ne vem, kako je s tabo, ampak ponudim ženskam, da če je težava, ki jo ne znajo zaznati in on se sploh noče o tem pogovarjati, mogoče se noče z vami. Mogoče mu je tako hudo z vami o tem govoriti, ker se čuti tako nemočnega in zdaj bil ne vem kakšen Dasa doma, a ne, one kljuke odpiral, a ne, in brisače gor obešal, zdaj pa temu ni več tako, ne. Kaj pa, če je čas, da pride do mene, pa da se midva o tem pogovoriva, ne. Glejte, saj sem ginekolog, ampak ne, sem tudi moški, stvari razumem. Naj pride sem, se bova usedla, dava eno debato, bom dal en termin, ga spijeva. glih spijeva, Ja, ne, okej. ampak se malo pogovoriva in iščeva, kaj bi se vse dalo narediti. Saj, kaj pa se da narediti, ne? Mislim, daleč od tega, tako kot sva govorila prej o menopavzi in o tem, kaj se da pomagati, se da tudi moškim na zelo mogočne načine pomagati, ne. Zdaj smo daleč od tiste kitajske medicine, ko je bilo treba, ne vem, na drobno zribati posušen tigrov penis, pa ne vem, koga vse so počeli, a ne, za boljšo, ne, da ne govorimo o popru, ki že zdavnaj več ne prime, ne. Tako je moj oče rad govoril, ne, tudi popr ni več, kar je bil in podobno, da rečem, da te stvari res niso tam, kjer so bile še, ne vem, 2 desetletji nazaj, a ne. Imamo izjemno učinkovita zdravila, ki te stvari lajšajo tudi pri ljudeh, ki imajo več težav, ki imajo težave s srcem, ki imajo sladkorno in tako naprej. Se pravi, zdaj imava midva tukaj pač različne kombinacije parov, a ne. Imava par, kjer v bistvu oba bi, pa njemu ne gre, a ne. Imava par v bistvu, kjer oba bi, pa njej ne gre, a ne. Potem imava par, kjer nobeden ne bi praktično, a ne, tam je najmanjši problem, a je tako, tam Ja, pač problema ne, ne. sploh ni, a ne. Potem je pa najhujši problem pa je, ko en bi, drug pa sploh ne bi, ne. Zdaj, a je to moški ali ženska, odvisno, ne, ampak se pravi, imava eno psihološko situacijo, imava potem neko organsko situacijo, nekaj se ji reče recimo libido, a ne, nekaj pa se reče čisto neka spolna, se pravi, težava s spolovilom, moškim ali ženskim Ja. samim. Tako, zelo lepo si v bistvu te nekako pare definirala. Najmanjši problem sta par, kjer oba bi, pa enemu ne gre.
stopite čez vrata, bomo stvari uredili, tako ali drugače. Stvari se dajo urediti, a ne. Moramo pa reči, da včasih mogoče govorimo o zelo, zelo zrelih letih, a ne, ko bi rekel, ti penetrativni spolni odnosi iz različnih razlogov niti niso več smotrni, ne, to res pač zelo, zelo pozno govoriva, ne pomeni pa, da je to konec intime. A ne, ker intima ni samo res penetrativni spolni odnos. A ne. Intima je tudi, če se dva objemata, gola ali tudi ne gola, če se dva poljubljata, če se skupaj tuširata, tudi vse to so intimne stvari. Ne. Jaz recimo, če bi ti to z nekom počela, ti to ne bi za dobro štel, če pa nisem ta jaz ta. Ok, obljubim, da ne bom. Ja, ne, tako da, Obljubim, če da zdaj ne tole bom. govoriva o intimi, Ja, je to ja. to, ne. Jaz mislim, da je intima pol v tisti starosti tudi to, da ne vem, da on kuhno pospravi, a ne. Čakaj, zdaj si pa zašla. Nisem čisto zašla, ali pa da rožce prinese, ne, kaj takega, da ni čisto samo na To se telesnem prinese, nivoju, to ne. ja, Ja, zdaj ja, s kuhom ja. bova malo počakala. Ja. No. Ampak dobro, zdaj recimo, se pravi, imava par, ki oba bi, pa ne moreta, recimo, on bi, pa Pa ne more. ima Pa- Zvonkota ali koga, Zvončkota, ali kako si rekel. Ja, Zvonko je. Pa bi zdaj mogoče kar, recimo, če bi ti zastopala žensko stran, kaj bi ti naredila z gospo, ki bi ali ki ima vsaj idejo, da bi vendarle ponovno postala spolno aktivna, pa stvari niso takšne, kot so, se pravi, ena stvar so. Neka stvar je dejansko, če je to samo nožnica, to je res najlažje rešljivo. Se pravi, če obstaja želja, če obstaja volja, se pravi libido, a ne, potem nožnico lahko res zrihtamo lokalno, samo treba se tega lotiti. Lokalne hormonska terapija, bodisi z estrogenom ali z progesteronom, nehormonska terapija z različnimi variantami hialuronske kisline, potem laserska terapija, imamo pač razne oblike tega, ne, kreme, vaginaletke, tabletke in tako naprej, a ne. To se da lepo zrihtati. Problem velik je bil pa libido pri ženskah, namreč libido je možganska stvar, to ni stvar genitalij, to je stvar tukajle gor, a ne, in to pač je del menopavze, se pravi upada hormonov. Tako da načinov zdravljenja tukaj je kar nekaj. Bili so vsi relativno neuspešni oziroma manj uspešni, to so bili razni, se pravi, psihiatri so delali na osnovi serotonina, se pravi nekih dopamina, se pravi nekih nevrotransmiterjev zdravila, a ne. Poskušali smo z off-label use testosteronom, a ne, s tem, da se pravi testosteron ni registriran, je registriran za zdravljenje nizkega libida pri ženskah v predmenopavzi. V predmenopavzi, pazi to, ne. Problem se pa pojavi običajno kasneje. Okej, saj se pojavi tudi prej, ampak ne izgine pol, a ne, tako da, meni ta dikcija ni popolnoma jasna, a ne. In se ne držim, ne, tako da itak je to off-label use, a ne, se pravi testosteron. Zdaj pa imamo nova zdravila, ne, nova zdravila za ženski libido. To je v bistvu revolucija. Seveda jih ni v Sloveniji, seveda jih ni v Evropi. So v Ameriki, verjetno so za plačati, a ne, ampak so na osnovi, modulacije nevrotransmiterjev, imamo tabletke, ki se jemlje vsak dan, traja približno 8 tednov, da nekako, naredi svoje delo in potem deluje na tem, da je libido spet prisoten, a ne. Seveda nikoli ni tako pri 20-letni punci, ke bi, ne, ko zajčica skakljala sem pa kaj, ampak spet je libido prisoten, seveda ob predpostavki, da je tej ženski do tega moškega, a ne. Seveda, Če tega ni. da si želi, ja. Potem imamo še ene injekcije, ki si jih mora pa ženska pred spolnim odnosom vbrizgati, pazi to, ne, to je pa tisto, ke rečeš adijo pamet, a ne. Se pravi, ko se pričakuje spolni odnos, Se pravi, ko on z njej začne dol gate vleči, da reče ona stop, ja, ne, to je prepozno, ne, 45 minut prej. Se pravi, on reče, gate ti bom začel dol vleči ali pa nekaj bom začel delati, a ne, pazi, čez pol ure se mene pazi in potem ti greš in se našpikaš s tisto injekcijo, a ne. In potem to pač deluje par ur, ne. par ur si v ognju. Par ur si glih ni v ognju, ampak niti odveč, ne bi ga dol vrgla, ne. Tako da, se pravi, deluje na libido, to je ena taka, verjetno neka analogija tudi pri moškem, a ne, pri pomoči, ampak, spet je to samo v Ameriki in spet je ovojno samo za ženske v perimenopavzi, se pravi pred koncem menstruacije.
kar je seveda spet en velik nonsens, a ne. Tako da, se pravi, se razvijajo zdravila, prihajajo, čim so tam, bojo tukaj tudi, a ne. In jaz se pač veselim tega časa, ko bo ženska spet s svojo spolnostjo stopila v ospredje in ne bomo rekli, nič se ne da narediti. Še če zamenjaš svojega tipa, a ne, se ne da nič narediti. Kaj pa moški? Ja, seveda moški imajo te težave še bolj izražene kot ženske, ne. Saj tako, kot sva rekla, nima libido, ampak iz nekih razlogov, ne vem, kakšnih, bom rekla, zgodovinskih, bo ona malo potrpela, ne. Tako kot je že bila tista zgodba Close your eyes and think on England, ne. No, tako da zdaj, na ta način niti ni tako grozno, pri moškem pa pač seveda se na ta način ne more iti, ker pač sploh penetrativni spolni odnos ni mogoč. Kot sva rekla, oziroma sem govoril že prej, imamo kar nekaj pripomočkov, eno od zdravil, oziroma skupina zdravil, ki imajo končnico -fil, ne, fil se dobro sliši, ne, ni zdaj Phil Collins recimo, ampak je pa fil, ne, da se nekaj fila. Fila se v penis, ne, pol imaš raznorazne, sem si tulele pal nekaj generičnih imen, kot je sildenafil, tadalafil, vardenafil, avanafil in tako dalje in tako naprej. Ampak to so 4 glavni predstavniki, ki se danes dobijo vsi v Evropi, vsi v Sloveniji in nekatere od teh generikov izdelujejo tudi slovenska farmacevtska podjetja in so zato cene še malo bolj dostopne. Razlika med njimi je pravzaprav v tem, da je treba vedeti, kakšen efekt se lahko pričakuje in kdaj se lahko pričakuje ta efekt. Se pravi, pri enih je zelo hiter in je kratkotrajen, a ne. Vzameš ga tam 15 minut pred spolnim odnosom, a ne, se pravi takrat, ko se gre ona špikat nekam v neki kot, ne. Ja, se gre pol čez do pol ure pol pa. ure, ja, tako. Ampak potem ta, bi rekel, erekcija lahko traja oziroma spolna vzburjenost je lahko tam 4-5 ur. Vendarle, ne, da se ne, bi rekel, zavajajo in da ne bi gospodje, ki bi mogoče hoteli stopiti v ta svet pomoči, mora biti spolna vzburjenost. Se pravi, ni zdaj to, da ti vzameš tabletke in potem skoči stojko, a ne, in maha skozi okno, lahko bi gor slovensko zastavo recimo za državni praznik obesil, ne, ni tako, ne. Mora prelestno Da ja, te gospo mora neka videti. državljanka res navdušiti, da se te stvari zgodijo, a ne. Okej. Ampak pol pa se zgodijo, ne. Pol Pol pa pa se, se seveda okej, se zgodijo. Mnogo lažje in mnogo bolje, kot bi brez tega bilo, ne. Se pravi, eni so, ki hitro delujejo, potem drugi so, ki delujejo bolj počasi, rabijo tam tudi uro in več, ampak potem je nekaj dni, vsaj dan pa pol, 2 dni, 3 dni, ne, tako imenovane vikend tabletke, ki jih vzameš prej, a ne, potem pa upaš, da se bo nekaj začelo dogajati v naslednjih urah ali dneh, ne. Tako da to so bolj prijazne tabletke, potem so tabletke, ki so dejansko prijazne do uporabnikov, ki imajo druge težave, sva rekla recimo posledice diabetesa in tako naprej. Če pa imamo zelo okvarjene žile, bodisi zaradi ekstremnega kajenja, bodisi zaradi alkohola, bodisi zaradi drugih vzrokov, ali kjer imamo nevrološke težave, a ne, res težke nevrološke težave, tam pa so uspehi manjši. Ampak nismo brez pomoči, a ne. Se pravi, obstajajo pumpice. Pumpice, ki dobesedno natakneš na junaka in ustvariš podtlak. Ta podtlak Kaj sam to narediš? To lahko narediš sam, lahko ti to pomaga partnerka, a ne. Aha. Se pravi, nastaviš to napravo gor in vzpostaviš podtlak v penisu, a ne, in potem, ko prideš do neke, recimo temu solidne erekcije, ga zažmeš spodaj z neko gumico, da ta kri ostane v penisu in da lahko gospod opravi to, kar se je namenil, a ne. Gospa še kar pumpa pol, pa pumpa, pa Ne, pumpa. pol pa to sname, ne. A ne, Pol pa okej. ona gor skoči, ne. A veš, namesto tiste pumpe. Ne. Ne, seveda se sname ta pumpa, mislim, kako si zdaj Ne, predstavljam. hočem reči, da pumpa, ke si rekel, ko je dovolj velika erekcija, ona še mogoče še malo napumpala, ne. Ona, da bi še malo, Ja. ja, rekla, Janez, vem, da nikoli ni bilo več, ampak dajmo še Dajva malo, še a veš, malo, ne. ke imamo pumpico. Ja. A se to dobi v Sloveniji? Ja, to se dobi v Sloveniji, mislim pa, da ne tamle v Soči, na tam, kjer so ti ortopedski pripomočki. Tako da tam verjetno ni tega pristopa.
Torej, poleg te pumpice, ki nas je tako nasmejala, obstaja pa potem malo bolj, bi rekel, neprijetni postopki. Eden od njih so posebne injekcije zdravila, ki se brizga v koren penisa in se s tem sproži erekcija, ki pravzaprav dobro delujejo. Obstaja pa druge nevarnosti, sicer da bi ne prišlo do uplahnitve penisa, ne. Pa to moški res počnejo, misliš? Ja, absolutno počnejo. Nevarnost pa obstaja te, bi rekel, konstantne erekcije, ki lahko traja več ur in se imenuje strokovno priapizem, ki pa lahko privede do nekroze penisa, ne? Ker se pa ta kri, ki bi sicer naj krožila po penisu in ga ohranjala živega, ne pride več tja, kamor bi mogla. Zadnji ptičev let pol. Ja, zadnji let tega našega ptiča. Tako da to ne bi propagirali, ne. Ampak seveda so na ta način tudi ta zdravila. Seveda ta zdravila ne dobimo na črnem trgu, ali pa mogoče jaz jih ne bi priporočal, ker nikoli ne vemo, kaj je zares noter, a ne. Kot ne bi vedel, kaj je zares noter v vseh teh mogoče drugih zdravilih, ki se tudi predpisujejo in so naravnega izvora, ne. Zdaj smo rekli, ohranjamo tigre in ne bomo pač jedli zmletih posušenih tigrovih penisov, pa potem so bili zato, mislim, da rogovi nosorogov, pa ne vem, še vse te stvari, ki so zdaj itak, da ne rečem kako benane z strani nekako. Ženske smo imeli samo kipce plodnosti leto. Samo kipce plodnosti so bili, ne. Ampak ta zgodba, no, hočem reči, da te naravne pa biološke pa iz rastlin stvari, ne, so zelo nepreizkušene. V resnici ne vemo, kaj vse še drugih nekih potencialnih stvari so noter, kako so bile proizvedene, tako da vsem tem, bi rekel, biološko in naravno nagnjenim ljudem odsvetujem, da se teh stvari lotevajo sami in na ta način. Tukaj bi vprosil, ker te prekinjamo, sam povedala, nekaj sem poslušala nek podcast o razvoju Viagre, recimo, a ne, to je najbolj znano od enih filov, a ne. In ko so imeli te skupine, se pravi placebo pa pravo skupino, je imelo veliko pač erekcije ljudi v placebo skupini, ne. Se pravi v skupini, kjer ni bilo zdravila. Ker ni bilo zdravila, ker so vedeli, katero zdravilo, kaj naj bi to zdravilo naredilo, so preizkušali, a ne. Tako en tak dokaz, kaj vse je v glavi, tako da tudi mogoče kakšno od teh čudežnih rastlinskih pripravkov, ki jih pač vidiš vsepovsod, mogoče dobro deluje. Evo, samo da zaključim, se pravi, poleg teh injekcij, ki imajo lahko tudi seveda neprijetne stranske učinke, obstaja še pa res kirurška metoda, pri kateri se pa v penis vgradi ena taka hidravlika, pri kateri, dobesedno hidravlika, moški bojo to razumeli, kaj je hidravlika, ne, pri kateri, se pravi, pumpica, motorček, lahko pa tudi ročno pri onih cenejših modelih, se pravi, napravica v penis pošlje tekočino, ki dvigne penis, a ne. To je, bi rekel, edina možnost pri osebah, ki so zamenjale spol in so pač naredili zdaj iz nekih kožnih režnjev umetni spolni ud, a ne. Pri kakšnem režu, ki mu ga je iz neznanega razloga ali pa znanega v nekih čudnih razmerah odneslo, penis, mislim, ne. Ali pa kakšne prostata, ne. Pa seveda po kakšnih obsežnih operacijah prostate, reoperacijah in tako naprej, takrat počasi druge pomoči ni, ampak še vedno je ta pomoč in ta pomoč je solidna, ne. To hočem reči, da za razliko od tistega, da se izogibamo teh nekih čudnih zgodb, a ne, pa nekih čudnih zdravil, je pa tako, da mogoče zdaj, ko grejo nekako proti zaključku te najine zgodbe, ne, glava pri moškem je še posebej prav občutljiva pri teh stvareh, ne. In že samo misel, da ti lahko neka stvar pomaga, pa da si nekaj vzel v neki mali količini, a ne, ima ponavadi zadostni efekt, posebno pri tistih mejnih, ki so bolj psihološko zavrti kot zares fizično, da stvar spet funkcionira, a ne. In ko prestopi moški ta prag te, bi rekel, nesrečnosti, se zdaj mi spet ne bo uspelo, kakšen probat se mi zdaj itak ne gre, ne. Ko enkrat dobi zdravilo, ne glede na to, koliko močen učinek res ima zdravilo, ko enkrat vidi, da stvari funkcionirajo, relativno redko rabi potem še to zdravilo, ali pa ga rabi samo za neko potrditev, ne, ali pa ne vem, za obletnico poroke, ko se hoče. Jaz ne vem, zakaj sem mislila, da boš rekel to, da v bistvu
Veliko časa si govoril, ker si imel veliko za povedati, ker je ogromno pomoči za moške, kar se tiče erektilnih težav. Tudi tiste, ki imajo dodatne zgodbe bolezenske, Ja, ne. in zelo malo pomoči za ženske, kar se tiče recimo libida, a ne, se pravi želje po spolnosti. In ženske so od nekdaj zelo prezrta skupina, kar se tega tiče, nekako se ni priznalo, da je to tudi neka organska bolezen, a ne. Zdaj to vemo, da pač je to dejansko organska bolezen Ne pa možganov, kaprica, a ne. ne pa kaprica, nekaj, da se mi ne da in da kakšni tudi mogoče se pod to skrije, ampak dejansko se to zdajle šele prihaja na prvi tir in, na prvi tir, na recimo v ospredje in, se priznava ženskam, da tudi one zaslužijo imeti spolne odnose in pa spolno željo, približno tako, kot so imele. Se pravi, da so nekako partnerke moškim. Ženske itak dlje živijo kot možje, a ne, kot moški, a ne. Kaj če pa je z libidom, ko bo sama? Glej, so gospodje, ki pomagajo, tako da ni noben problem, ampak je treba to dejansko, peljati naprej in to upoštevati, a ne, in priznati ženski, da je seksualno bitje, da si zasluži kvalitetno spolnost, ne pa da reče: "Pa glej, saj tvojih jajčnih celic ni več, tvoji jajčniki so tam, tvoja reprodukcija je mimo, ti pa zdaj pač tukaj nekaj živiš pa, a ne, ne vem, kaj delaš, a ne." Tako da to je v bistvu že po tem, koliko si ti govoril, koliko sem imela jaz za povedati, je pač ena velika razlika, kakšno krivično nesorazmerje je trenutno prisotno, a ne. V Zdaj, Evropi sploh, no, to, kar sem govorila, so ameriška zdravila, a ne. Američanke, tiste, ki si bodo to privoščile, bojo zdaj to dobile, kupile, a ne. V Evropi tega še ni, tako da Evropejke se moramo še zanesti na svoje pomoči, na svoje čudovite, šarmantne moške. na polhovo mast, ne. Ja. Recimo, ja. Skratka, kar bi hotel reči, je, da sigurno stvari prihajajo. Še vedno so in tudi te bodo, še mogoče z malo dodatnimi dokazi, kako pravilno in kako varno te stvari uporabljati, a ne. Tako da mene sploh ni strah, da to ne bi bilo v nekem doglednem času na voljo tudi v Evropi, registrirana zdravila, a ne, ki prihajajo, tako da to se mi zdi, da je stvar. A veš, kaj pa nisi povedal? Ali Ne. pa nisi o frekvenci si govoril. Koliko je O sploh normalno frekvenci. tega se iti? Se pravi, sploh ni norm, koliko je normalno sejiti, a ne. Ampak zdaj recimo, da je neka kvota, a imate tedensko ali nimate tedensko odnosov, a ne. Okej. Vsaj enkrat na teden, ne. Mhm. In v parih, recimo v teh različnih starostnih skupinah, recimo, da bova rekla nekje 45 let, a ne, je več kot 50%, 52, če sem čisto natančen, moških, ki imajo enkrat ali večkrat na teden spolne odnose, in ne boš verjela, ženske pa kar 55 do 57%, ki imajo vsaj enkrat na teden spolne odnose v tem času. Medtem ko v starostni skupini tam 18 pa do 25, ne, ima samo 30 moških spolne Procentov. odnose z ženskami, kolikor ga imajo sami s sabo, ne bom govoril, a ne. Medtem ko ženske imajo tudi blizu 50%, ne, se pravi, so mnogo bolj seksualno aktivne mlade ženske kot mladi moški. To so študije, ki so iz tega desetletja, ne to neke stare zgodbe. To je zanimiv podatek, ker pač, nimam čisto takega občutka v svoji ambulanti, da je pač tako, a ne, ampak recimo danes sem imela, eno gospo, ki je stara 48 let, ki že 1 leto nima spolnih odnosov, ker je Ima pa enostavno, ja, moža. Ker enostavno ni do tega. Saj vsak večer sta v svoji isti postelji, a ne. Ampak ji ni do tega in on to tisto vidi ven moški, a ne, pač jo pusti pri miru, ne. Potem je bila pa gospa, ki je stara 72 let in reče, da zdaj imata pa samo še po 2-krat na teden spolne odnose. Gospod je pa 5 let starejši od nje, a ne. Tako da je pač tisto res, kaj je normalno, kaj je, bom rekla, kaj je priporočljivo, a ne. Jaz pravim, čim dlje imeti spolne odnose, take ali drugačne. Na kaj pa spolni odnosi v resnici vplivajo, ne? A veš, kaj pa spolni odnosi vplivajo, ne? Zdaj ni zdaj spolni odnosi pa samo ona dva nažigata, pa a veš, da prođe vreme, a ne? Nikakor ne, ne. Ne, Se nikakor. pravi, kognitivne funkcije mnogo dlje ostane, se pravi, dejansko možganske funkcije, ne. Fit kot telo, kot tako, ker vendarle moraš dati neko energijo od sebe, je Posebej mnogo dalj moški. časa. Ja, posebno pri moških, a ne. Potem druge dobrobiti so
ljudje, ki imajo redne spolne odnose, dokazljivo živijo dalj časa. A ne, tako da to so ene take stvari, ne, imajo pozitiven vpliv in na krvotok, se pravi, verjetnost teh Kronične bolezni, za verjetno. kroničnih bolezni je dejansko manjša in tudi bolje peljejo in ti ljudje so načelno, ki imajo večkrat spolne odnose in se bolj trudijo z njimi, so tudi manj težav z debelostjo in z drugimi kroničnimi Na zgodbami. splošno so verjetno srečnejši ljudje. Absolutno to vpliva tudi na ta občutek sreče, pa seveda povezanosti para. Misliš, da Danci so najsrečnejši narod na svetu, da je to povezano tudi z njihovo spolnostjo? Ne vem, Ali ali ne pa samo vemo? z Grenlandijo. Ne A vem. samo, okej, tudi jaz ne vem, ja. Ja. Ampak ja, ti se zdiš meni zelo srečen moški, tako te gledam Tudi ti tamle. meni, tudi ti meni. Mislim, da te nekdo zelo srečuje. Okej. Ja. Kaj bi povedal za konec? Kaj bi bila ta popotnica za domov, a ne? Bi bila, da se z težavami, ki se z leti naberejo, srečujemo vsi, in ženske in moški, ampak da so obvladljive, da se stvari, samo govoriti je treba o stvareh. S svojo partnerko ali pa vsaj namigniti, da so težave, in potem strokovnjaki, ki lahko, ki bomo te stvari pravilno ovrednotili in seveda tudi znali pomagati. Tako da nihče ni sam v tem, samo če ima le željo, a ne. Če pa želje nima, ima pa partner, se pa treba vprašati, kaj pravzaprav v tej partnerski zvezi še počne, a ne, oziroma kaj je tukaj krenila narobe in se ne da več popraviti nazaj. Škoda je, da se pač dva mučita, če se mučita, ne, in kako lepo je, če znata stvari razrešiti in se nehata mučiti, pa se imata spet rada, tako in drugače. Jaz se lahko samo strinjam s svojim možem in z njegovimi globokimi mislimi. Kar bi za konec povedala, so mogoče čisto samo neki praktični nasveti. Spite skupaj v skupni postelji, imejte enoten jogi in pa en sam kovter. Jaz mislim, da je to en tak dober recept za, kot smo slišali, dolgo in srečno življenje. Adijo. Nasvidenje.